Spoštovane gledalke in gledalci Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. Iz vsebine oddaje. Srečanje v okviru akcije Pestro mesto. Slovesno odprtje plezalnega centra Slovenska Bistrica. Letni koncert mešanega pevskega zbora Natanael. Tudi krajani Keblja odločno proti vetrnim elektrarnam. Predstavitev projekta Pohorka. V sklopu iniciative Pestro mesto je občina Slovenska Bistrica pretekli petek organizirala prvo srečanje na območju dvorišča Kruze. Meščane so povabili k deljenju idej in mnenj, kako bi lahko prostor uredili in ga ponovno oživili. Udeležence je nagovorila Staša Dabič-Perica, ki je poskrbela za razne delavnice. V skupinah po 3 so se sprehajali po dvorišču in zaprtimi očmi spoznavali prostor na malo drugačen način, in sicer skozi vonj, sluh in tip. Mi smo zunanji sodelavci Mestne občine Slovenska Bistrica, ki je pridobila projekt, uspešno kandidirala na projektu Hub In. To je v bistvu z večjimi mednarodnimi partnerji. Ena izmed aktivnosti zraven ostalih aktivnosti z namenom oživljanja mestnih jeder v mestih je pa Pestro mesto. Začelo se je vse z razpisom, kjer se je občane povabilo, da sodelujejo v projektu in zaznajo potencialne lokacije v mestnem jedru in v okolici, ki bi jih lahko v bistvu revitalizirali, obudili, naredili bolj prijetnejše za prebivalce, da bi tudi oni nekaj imeli od tega. Vendar žal razpis ni dosegel željenega števila, pa smo se odločili, da sami gremo v identifikacijo, v raziskovanje prostorov, ki bi bili primerni, da bo morda za začetek lažje, da se osredotočimo na eno lokacijo. Izmed vseh zelo zanimivih prostorov v mestu smo se vseeno odločili za Kruze, zato ker tukaj prebiva že nekaj društev, organizacij, podjetij in podobno, ter je v lokalni skupnosti prepoznan zaradi dogodkov, ki se že redno izvajajo tukaj. Iniciativa Pestro mesto je podaljšala razpis za predloge meščanov, kjer lahko podajo pobudo za spremembe. Razpis je odprt do 16. oktobra 2024. Vse informacije lahko najdete na spletni strani občine Slovenska Bistrica. Pretekli petek so v Slovenski Bistrici slovesno odprli nov plezalni center, največji plezalni center v Sloveniji. Obiskovalci, ki so do zadnjega kotička napolnili objekt, so videli spektakularno odprtje. Uvodoma je domačinka, vrhunska športna plezalka Lucija Tarkoš, splezala na vrh 17 metrov visoke stene. Odprtje so popestrili tudi s kulturnim programom.
Zbrane so nagovorili župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, načelnik alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica Tomislav Avrednik in načelnik komisije za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije Aleš Pirc. Zdaj, da je bilo potrebno ta center narediti, sta že dokazali tisti prvi dve nastopajoči. Kar se pa tiče tega nikoli ne obupajo, pa res je, da so mi alpinisti tudi malo kodrali, pa kakih sivi las naredili. Zato bi jaz najprej vseeno izrekel priznanje vsem tistim, ki so poskrbeli, da smo lahko danes v tem plezalnem centru. Kar nekaj jih je bilo in to zato, ker je ta center res bil postavljen od podpisa pogodbe približno v roku enega leta, kar je vseeno en rekordni čas, bi skoraj si upal trditi. Zato priznanje gre seveda izvajalcem, gre priznanje projektantom, gre priznanje nadzornikom, gre tudi priznanje tistim članom alpinističnega kluba, s katerimi smo se večkrat srečevali, pa sproti reševali kakšno stvar. Nenazadnje gre priznanje tudi mojim sodelavkam iz uprave, ki so tudi sodelovali pri tej realizaciji, pa verjetno še komu. No, ampak če je center nastal v enem letu, je pa vseeno bilo kar nekaj več časa potrebnega, da smo prišli do te končne izvedbe. Takenih 10 let je minilo od takrat, ko smo se začeli prvič pogovarjati tudi z alpinisti, takrat v enih malo manjših stenah, in potem je kar nekaj prelomnih dogodkov botrovalo temu, da je center danes tu in da je takšen, kot je. Če mogoče omenim 2, 3, zdaj prvi je ta, da ko smo obnavljali športno dvorano, odprli smo jo pred enim letom, ni bilo več mogoče na tistem območju postaviti plezalnega dela, ki je bil prej znotraj dvorane, ker so temu pač nasprotovali spomeničarji, tako da tudi zgodovinarji imajo zaslugo za ta center. No in to srečno naključje je seveda pripomoglo tudi k temu, da je center takšen, kot je. S tem centrom smo seveda pridobili veliko občini Slovenska Bistrica, veliko mest Slovenska Bistrica. Prav tako pa mislim, da je pridobila cela regija, pa ne mislim tu samo na celotno Slovenijo, ampak tudi na širše, tudi drugi upam in želim in verjamem, bojo prihajali ta center. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil in izpostavil župana, gospoda Ivana Žagarja, da je prepoznal vrednost tega projekta. Zahvalil bi se tudi svetnikom, da so podprli ta projekt in da smo ga zdaj tudi uspešno zaključili. Prav tako bi se rad zahvalil vsem članom alpinističnega kluba Impol, ki so prispevali, bom rekel, levji delež, da je center takšen, kot je. Prav tako pa seveda gre tudi zahvala projektantom, občinskim delavcem in pa izvajalcem, ki so sodelovali na tem projektu. Prepričan sem, da bo plezalni center uspešna zgodba, to pa zato, ker verjamem v ljudi, s katerimi delam. To so člani alpinističnega kluba, ki se še enkrat zahvaljujem za ves vložen trud in zelo sem prepričan, da bo to zelo uspešna zgodba. Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica je tradicionalno eden najmočnejših alpinističnih oziroma športno-plezalnih klubov v državi. Vrsto let je organiziral odlična tekmovanja za državno prvenstvo in mislimo, da bo to v tem velikem, lepem centru lahko počel tudi naprej. Računamo celo na mednarodne tekme. S Tomjem smo že v dogovoru za mladinska evropska prvenstva ali pa mladinske evropske pokale. Ne samo, da so odlični organizatorji, imajo tudi vrsto dobrih tekmovalcev, državnih reprezentantov in jaz mislim, da bo ta center omogočil, da se razvije tukaj še kakšna Lucija Tarkuš ali pa Ranga Janja Garambrek. Trak sta slovesno prerezala dr. Ivan Žagar in Tomislav Avrednik. Plezalni center bo odprt skoraj vse dni v leto od ponedeljka do nedelje. Cerkev svetega Jožefa v Slovenski Bistrici je bila preteklo soboto v znamenju ubranega petja. Na letnem koncertu je nastopil mešani pevski zbor Natanael.
Tudi krajani Keblja odločno nasprotujejo postavitvi vetrnih elektrarn na Pohorju. Tako so soglasno sklenili preteklo nedeljo na zboru krajanov v Domu krajanov in gasilcev na Keblju. Uvodoma so Jana Habjan, predstavnica podjetja Energija na veter, ter strokovnjaka Jože Janeš in dr. Gorazd Lipnik predstavili projekt načrtovane postavitve vetrnih elektrarn na območju Treh kraljev, Rogle in Areha. Kot gostje so svoja stališča predstavili tudi Robi Lesjak iz civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn, Uroš Macerl iz stranke Vesna, Tomi Prosnik, občinski svetnik iz Ruš in Diego Loredan iz civilne iniciative za zaščito Senožeških Brd. Krajevna skupnost Kebelj je sicer leta 2020 podala soglasje k postavitvi vetrnih elektrarn na njihovem delu Pohorja, a je pred glasovanjem predsednik Rok Grm pojasnil, da sklep ni bil sprejet v skladu z občinskim poslovnikom in je zato neveljaven. Na glasovanju so krajani soglasno podprli sklep, da nasprotujejo gradnji vetrnic v svoji krajevni skupnosti. Glede, kako vam ne rečem, Pohorci smo Pohorci. Pohorci se svoje zemlje, svoje pokrajine, svojega Kebla, kar tako damo. Glede na to, še posebej, ker je investitor prišel zdaj kuma gor predstavljati, in ne takrat, ki bi lahko ta sistem že mogoče predstavljali 6 let nazaj na drugačen sistem. Zdaj so pa prišli gor in so rekli, to bo naše. Ampak ko to rečeš ti Pohorcev, to se ne bo dobro končalo. Kar ste tudi slišali danes, ko je bil odločen proti. In to je pohorska kri. Pohorska kri, tako sem že rekel, se ne da kar tak, in tudi v prihodnje, če bodo investitorji še vedno vztrajali pri nas, bomo mi še vedno vztrajali proti tem in tudi, če bo treba, bomo pa naredili, tako so bile včasih kmečke vstaje, bomo pa šli z vilami pa z grabljami na njih. To je pač pohorsko načelo. Kot je znano, so svoje odločno nasprotovanje umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorje pred časom že izrazili tudi Tinčani. Za to nedeljo pa je zbor krajanov napovedan še na Šmartnem na Pohorju. Projekt Pohorka, ki je namenjen ohranjanju narave in trajnostnega razvoja Pohorja, se končuje. Projektni partnerji na čelu z vodilnim partnerjem, Regionalno razvojno agencijo Koroška, so izvedene dejavnosti podrobneje predstavili na četrtkovi zaključni konferenci na Kopah. Poleg občine Mislinja, občine Zreče, Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda za varstvo narave je pri projektu sodeloval tudi RID Slovenska Bistrica. Več o tem, kaj je bilo v okviru projekta Pohorka narejeno na območju Bistriškega Pohorja, je povedala Jana Jeglič. Slovenska Bistrica oziroma Razvojno-informacijski center je pri samem projektu Pohorka sodeloval predvsem pri tem delu predstavitve narave, pri interpretaciji narave, in zaradi tega sta nastala nekako dve interpretacijski območji. To je ena interpretacijska točka pri Črnem jezeru, kjer gre za nadgradnjo že prejšnjih projektov, Enjoy Heritage in nekaterih drugih. Leži lokacija te točke ravno ob planinski poti, ki poteka med Tremi kralji in samo Sankarico, in torej ob samem Črnem jezeru, ki je tudi nekako cilj mnogih pohodnikov, in tam poleg vseh predstavitev, ki so že sedaj potekale, sedaj nekako združuje vse skupaj in nadgrajuje še z predstavitvijo dvoživk, predvsem hribskega urha in velikega pupka, ki sta bili tudi dve od živalskih vrst, ki smo jih obravnavali pri projektu Pohorka, pa tudi avtohtone potočne postrvi, njihovega sobivanja oziroma sobivanja s človekom. Tako da nekako tudi ta točka torej pri Črnem jezeru nadgrajuje vse skupaj, predstavljena je sedaj v slovenskem jeziku, tudi z nekaterimi ilustracijami, kjer je predstavljeno na razumljiv način vsem ciljnim skupinam, kaj je možno pri Črnem jezeru početi, česa ne. Naslavlja seveda tudi ribiče, tudi to vrsto, tudi to ciljno skupino. Je pa s pomočjo QR kode pa bo predstavljena tudi v angleškem jeziku, tudi za te tuje govoreče obiskovalce, ki jih je
je seveda na našem območju vedno več. No, druga točka je interpretacijski center pri Treh kraljih. Ta nastaja v novo nastajajočem planinskem domu, ki je v lasti Planinskega društva Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti naj se planincem, bistriškim planincem iskreno zahvaljujem za njihovo sodelovanje pri samem projektu. Sodelujejo kot neke vrste tudi sopartnerji pri projektu in sedaj v teh pritličnih prostorih, ki so že v okviru projekta Enjoy Heritage že bili prej nekako tudi predstavljeni oziroma so naslavljali predvsem najmlajše obiskovalce. V teh pritličnih prostorih se bo sedaj pripravila še nadgradnja, tako da bodo ti prostori nekako z vsebinami tudi nadgrajeni. Tudi tukaj gre predvsem za predstavitev narave Pohorja, predstavitev življenjskega prostora, habitatnih tipov Pohorja. In naj povem, da je ta interpretacijski center eden od treh, ki nastajajo na tem področju. Poleg Treh kraljev bo še na Rogli in Kopah in nekako zaokrožuje celotno to zgodbo predstavitve Pohorja. No, Tri kralje smo pa nekako izbrali, tudi že samo ime Tri kralje pa smo izbrali že nekako tudi za zgodbo, ki naslavlja in bo naslavljala obiskovalce tega centra. Torej, Trije kralji, kateri so to, se bo potrebno priti ogledati v sam center in bo nekako tudi skozi samo zgodbo jih bodo tudi vodili skozi zgodbo in na koncu bodo seveda razkriti, kateri so ti trije kralji. Lahko pa namignem, da gre za 3 gradnike Pohorja. Torej, investicija nekako zajema didaktično opremo, razstavne prostore, interpretacijsko opremo, potem tudi pisarniško opremo, s katero bo tudi opremljen informacijski center, ki bo eden od 3 oziroma eden od centrov v novega, bodočega, upamo, da čim prej nastalega regijskega parka Pohorje, in tudi Trije kralji bodo ena od teh informacijskih točk ravno v tem prostoru, torej interpretacijskem centru. Namenjen je različnim ciljnim skupinam, predvsem najmlajšim, katerim se je zgodba približala že, kot rečeno, pri prejšnjih projektih, pa seveda tudi drugim generacijam, potem tudi rekreativcem, pohodnikom, kolesarjem, smučarjem, ki jih je vedno več. Tako da bo nekako tudi največji prostor, poleg tega, da bo služil sami predstavitvi, sami razstavi in interpretaciji, služil tudi za različna predavanja, za možnost izvedbe različnih delavnic. Po potrebi se bo odnašala tudi ta oprema, ki pa bo sicer spravljena v nišnem prostoru. No, je pa RIC Slovenska Bistrica sodeloval tudi pri predstavitvi, pri osveščanju prebivalcev o malem podkovnjaku. Gre za netopirja, ki živi na našem koncu, in zato smo skupaj z zunanjimi izvajalci, z Društvom za varstvo netopirjev in tudi nekaterimi drugimi izvajalci pripravili predavanja in tudi nočno opazovanje na Šmartnem na Pohorju, tudi v Ribnici na Pohorju. Lahko rečem, da je bilo kar ne tako sicer številčno obiskano, ampak tisti obiskovalci, ki so prišli, predvsem lahko rečem, da so to bili tisti najmlajši obiskovalci Osnovne šole Šmartno na Pohorju, pa tudi drugi, so bili zelo navdušeni nad netopirčki, to se pravi našimi torej nočnimi obiskovalci, ne samo obiskovalci, ampak prebivalci, s katerimi skupaj prebivamo torej v teh krajih. Še posebej so bili navdušeni nad tem, da so lahko malega podkovnjaka si tudi pobliže ogledali, se ga tudi dotaknili, se seznanili s tem, da ni prav nič nevaren, da se ne zapleta v lase, tako kot je tudi možno, kot nekateri govorijo, ampak da je lahko zelo koristen in da ga je treba predvsem varovati. Tako da nekako s to interpretacijo, z osveščanjem prebivalstva, z osveščanjem obiskovalcev Pohorja nekako nudimo podporo celotnemu projektu.